Tokrat se bosta v Kviki kvizu že tretjič spopadla Jan in Peter. Trenutni rezultat je 2-0 za Petra. Ali bo danes končno uspelo Janu? Jan, pa misliš, ti bo ratal? Jaz moram zmagati, jaz sem vzel Ritalin, skoncentriran sem, hiperfokusiran, da zmagam, tako da pojmo. Peter, a misliš, da bo Janu ratal? Ne, in meni je toliko dolg čas, ko skozi zmagujem. Ja, torej, pomerila se bosta v vprašanjih na temo ljubezni. Za nagrado pa bo zmagovalec prejel nedelujoči gasilni aparat. Točno to. Sta pripravljena? Ja. Ja. Čas je za spopad. Peter proti Janu, tretjič. Peter, kako se v francoščini reče hočem se ločiti? Où est la vraie vie? Ne, Jan. J'ai un tour d'Eiffel Ne, pantalon. pravilno odgovor je je vous divorcé. Jan, kako se v španščini reče hočem se ločiti? Yo soy rebelde. Ne, Peter. Yo tengo divorza. Ne, pravilno odgovor bi bil me quiero divorcar, noben ne dobi točke. Peter, koliko let je trajal najdaljši zakon glede na Guinnessovo knjigo rekordov? 80. 86 točka zate, bravo. Jan, koliko je trajal najkrajši zakon? 16 minut. 20 minut, pravilno točka zate. Peter, kateri slovenski glasbenik poje, da je pijan od ljubezni? Andrej Šifrer. Ne. Jan. Jan Plestenjak? Ne. Žan Serčič je pravilno odgovor. Jan, kateri slovenski glasbenik primerja ljubezen z boleznijo? To si mene vprašal. Jan. Sploh nisem registriral vprašanje. Kateri slovenski glasbenik primerja ljubezen z boleznijo? Jan Plestenjak. Pravilen odgovor, točka za Jana. Peter, Enkrat bo iz prav. katere pesmi je besedilo? Naj te upozorim, prevedeno v slovenščino. Grenko sladke spomine, samo to jemljem s seboj, zato adijo, prosim ne jokaj. Keša. Ne, seveda da ne. Jan, mogoče ti veš? Ne. I will always love you. Če prebereš besedilo, oziroma če odpoješ besedilo, dobiš točko. Ja. Aha. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you. Mislim, da je... Ok, točka za Petra. Jan, iz katere pesmi je besedilo ponovno prevedeno v slovenščino? Morala bi zamenjati neumno ključavnico. Morala bi te prisiliti, da pustiš ključ, če bi vedela sam za sekundo, da mi boš spet težil. I will survive. Točka za Jana, dobiš dodatno točko, če odpoješ. No, not I will survive. For as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my love to live, I got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. In točka za Jana. Vodim! Bravo. Pogledali si bomo prizor iz znanega filma, na katerega se bodo nanašala vprašanja v drugem krogu kviza. Fanta, pozorno gledajte. Zakaj mi nisi pisal? Zakaj? Zame ni bilo konec. Čakala sem te, 7 let sem te čakala. Ampak zdaj je prepozno. Napisal sem ti 312 pisem. Pisal sem ti vsak dan. Celo leto. Ampak leto ima 365 dni. Ne pa ne. Če ima leto 52 tednov. Dobro, saj ni važen. Res si mi pisal? Ne, daj pa mi dva to razčistiti. Se pravi, če ima leto 52 tednov in vsak teden ima 7 dni? 7 dni, Ja. se pravi 52 krat 7 je. No. 364. Vidiš. Napisal sem ti 364 pisem. Res si mi pisal? Zame ni bilo konc. Še zmeri ni. Wow. Kaj pa je bilo to zdaj? Zakaj me pa nisi poljubil? Zakaj si pa ti toliko na široko odprla usta? Si se hotela ljubčkati z mano ali si hotela, da ti vržem kokico v usta? Jan, kaj je naslov filma z odlomka? Hiša ob jezeru. Ne. Peter? Notebook. Pravilen odgovor, beležnica ali notebook, točka za Petra. Peter, katero nagrado je dobil film na prireditvi MTV Movie Awards?
For best picture. Ne, Jan, People's Choice. ne, nagrado za najboljši poljub, best kiss, nobene dobi točke. Jan, katero pesem je letos na Oskarjih izvedel glavni igralec filma Beležnica Ryan Gosling? Iz Barbie. Ken. Nekaj s Kenom. Ken. Kako je naslov? Ken. Ja, I am just Ken, I'm just Ken, dovolj to sem blizu, Jan, dobiš točko. Peter, iz katere države je glavna igralka filma Beležnica Rachel McAdams? Iz Avstralije. Ne, Jan. Kanade. Pravilen odgovor za Jana, točka, bravo. Jan, kdo je bil izvorno mišljen za vlogo Noa, ki ga igra Gosling? Ne vem. Peter? Philip Seymour Hoffman. Ne, Justin Timberlake. Peter, kdo je bil izvorno mišljen za vlogo Ellie, ki jo igra Rachel McAdams? Emma Stone. Ne, Jan? Jennifer Lopez. Ne, Britney Spears, nobeno odgovor, da dobi točke. Jan, kaj je imela v odlomku okoli vratu Gaja, ki je upodobila vlogo Ali? Neko tako grlico je imela. Biserno ogrlica je pravilen odgovor, točka za Jana. Peter, katere znamke je bil v odlomku kalkulator, ki sem ga uporabljal jaz v vlogi Noa? Astro. Ne, Jan? Casio? Pravilen odgovor, točka za Jana, neverjetno. Jan, kako se reče efektu, ki je v odlomku ustvaril dež? Efekt, dežni efekt. Ne, Peter. Meglica. Ne, pravilen odgovor je plugin Ultra Dynamic Weather. Peter, za koliko številk prevelike čevlje je imela Gaja v prizoru? 3. Veš kaj, dobiš točko. 2 je pravilen odgovor, dovolj blizu. Zmagovalec tokratnega Kviki kviza je Jan! Izvoli, tukaj je gasilni aparat, to je tvoje. Peter, žal, zbral si samo 4 točke. Jan, ti si zbral 8 točk. Kako se počutiš? To je nekaj najlepšega v mojem življenju. Zakaj je 52 krat 7 364, ampak leto ima pa 365 dni? Če veste, Napišite v komentarje.